Učenjaki niso bili enotnega mnenja o nastanku helma. Pobožni so verjeli, da je Bog rekel, naj bo helm. In bil je. Helm! Helm, helm, Helm! helm, helm. Mnogi drugi učeni možje pa so trdili, da je mesto nastalo kot posledica eksplozije. Pred nastankom je na celotnem ozemlju vladal velikanski kaos, megle in sobare. Potem je prišlo do eksplozije in pojavil se je helm. V samem začetku je bilo površje helma razbeljeno in prebivalci helma, če so takrat sploh že obstajali, niso mogli hoditi po zemlji, ker bi se opekli noge. Postopoma pa se je helm ohlajal in vso površino je prekrila skorja, taka kot na postani poleti. Prvotni prebivalci niso bili ljudje, temveč mikrobi, amebe in druga podobna bitja. Kasneje je skozi helm stekla reka, ki je bila polna rib. In te so bile predniki današnjih helmovcev. In v tem verjetno tiči razlog, zakaj helmovci še danes radi jedo ribe, zlasti polnjene. Prvi prebivalci helma niso znali ne brati, ne pisati. Zato v zgodovini teh starodavnih časov nimamo nobenih poročil. Prvi prebivalci helma so bili primitivno ljudstvo. Okrog so hodili goli in bosi, živeli so v votlinah, živali pa so lovili s kamnitimi sekirami in kopi. Pogosto so bili lačni in bolni. Ker takrat besede kriza še niso poznali, kriz tudi ni bilo in nihče jih ni poskušal razrešiti. Po dolgih letih se je ljudstvo helma civiliziralo. Ljudje so se naučili brati in pisati in takrat so se tudi pojavile besede, kot sta problem in kriza. Takoj, ko je jezik premogel besedo kriza, se je ljudstvo zavedlo, da v helmu vlada kriza. Ugotovili so, da v njihovem mestu nekaj škriplje. Ti dve besedi si je izmislil neki mož z imenom Gronam, ki pa je bil bolj znan kot Gronam prvi. Gronam je bil prvi modrijan in prvi vladar helmu. Zakaj v helmu sta bila vladanje in modrost neločljiva. Gronamu je pri vladanju pomagal svet 5 modrijanov. Lekiš prevarant, Zeinvel Trotel, Trajtel Teslo, Zender Osu, Šmendrik Budala. Gronam je imel tudi tajnika, ki mu je bilo ime Šlemin. Šlemin, zberi modrijane na posvet. Posvet. Dragi moji modrijani, v helmu je izbruhnila kriza. Veliki večini naših meščanov primanjkuje kruha, oblečeni so od cape in mnogi med njimi so prehlajeni, pa kašljajo in kihajo. Kako ne razrešimo nastalo krizo? Kot zahteva običaj, premišljujte 7 dni in 7 noči. Čas se je iztekel. Rad bi slišal vaša mnenja. v starodavnem helmu je premalo izobraženih ljudi, ki bi mogli vedeti, da kriza pomeni težavno situacijo. Sprejmimo zakon, ki bo pripovedal uporabo te besede in vsi jo bodo kmalu pozabili. Prepozno. Res je, da stari ljudje te besede ne poznajo. Toda mladina jo že zelo dobro obvlada in na mladih stoji prihodnost helma. Kaj torej predlagaš, Zeinvel Trotel? Predlagam, da uvedemo 2 postna dneva, ponedeljek in četrtek. Tako bi lahko privarčevali precej kruha in ne bi bilo več pomanjkanja. Problem kruha bi bil tako res rešen. Kaj pa obleka in obutev? Jaz. Besedo ima Trajtel Teslo. Predlagam, da uvedemo visoke davke na čevlje, plašče
hlače, telovnike, krila, spodnja krila in na vsa druga oblačila. Reveži si ne bodo mogli več kupovati oblek in bogatašem bo ostalo več, kot potrebujejo. Slab predlog. Zakaj? Zato, ker so ravno reveži tisti, ki delajo na polju in v trgovinah. Če bodo goli in bosi, bodo kar naprej prehlajeni. Kašljali in kihali in spet ne bodo mogli več delati. In bo spet premalo oblek in kruha, celo za bogate. Kakšno rešitev torej predlagaš, Zender Osel? Predlagam, da naj po noči, medtem ko bogataši spijo, reveži vdrejo v njihove hiše in poberejo vse, kar najdejo. Tako bi prišli do dostojnih oblačil in bi spet lahko delali, pa še prehladili se ne bi več. Ta je pa bosa. Zakaj? Zato, ker v Helmu na enega bogataša pride okrog 100 revežev in ne bi bilo zadosti oblačil za vse. Razen tega so bogataši trebušasti, reveži pa suhi in se jim bogataške obleke sploh ne bi prilegale. Kaj torej predlagaš, Šmendrik Budala? Mnenja sem, da je treba oblačenje popolnoma ukiniti. Naši predniki so v davnih časih okrog hodili nagi, prebivali v votlinah in živeli od lova. Posnemajmo jih in vsi naši problemi bodo v hipu rešeni. Traparija. V starodavnem Helmu sploh niso poznali zime in zato so takrat hodili okrog goli in bosi. Moj predlog je, da naš posvet preložimo. Očitno je bilo 7 dni in 7 noči premišljevanja premalo. Dragi moji modrijani, našel sem rešitev. Kakšno rešitev, najmodrejši med modrimi? Mirujte in poslušajte. Ja, Grunamvov, sama. Ušesa so nas. Vojna! Mislim, da lahko Helm reši samo vojna. Vojna? Ja, vojna. Ampak Helm se še nikoli ni vojskoval. Res je, da premoremo nekaj s palicami oboroženih žandarjev, toda vojakov v Helmu nimamo. Ampak vojna proti komu? Vojna proti ljudstvu Gorškova. Kaj pa so nam Gorškočani storili, da bi jim napovedali vojno? Gorškočani trdijo, da smo mi norci. Mislijo, da so oni pametni, mi pa neumni. Edini način, da jim dokažemo, da smo mi pametnejši, je, da jih zmeljemo v prah. Kako pa se naj vojskujemo, ko nimamo ne mečev, ne kopij? Res je, nimamo ne mečev, ne kopij. Imamo pa zato Zalmana Kovača, ki jih lahko izdela. Res je tudi, da bi morali v Lublinu kupiti drago železo. Zato pa imajo naše žene železne lonce in posode. Ker tako ali tako nimajo česa kuhati, bomo vse lonce pretopili v meče in kopja. Kaj pa bi imeli od vojne z Gorškovim? Tam so ljudje še večji reveži kot pri nas. Res je tudi, da je Gorškov majhna vas. Toda, ko bomo zmagali, lahko vse svoje sovrage spremenimo v sužnje, ki bodo za nas upravljali vsa dela. In kdo se bo boril? Imamo dovolj mladih ljudi, ki bodo kos tej nalogi in nemudoma jih bomo vtaknili v vojsko. Kdo nam jamči, da bomo zmagali? Ulomili bomo sredi noči in zmaga nam ne more uiti. Grunamvov, ti nisi samo največji modrijan v Helmu, ampak na celem svetu. Ko premagamo Gorškov, bo Helm postal cesarstvo. Grunamvov pa bo kralj cesar in cesar Gorškova. Najprej bomo našim sužnjem ukazali, naj za kralja in cesarja zgradijo grad s kuhinjo in 3 sobami. Kaj pa bi ti rad povedal? Si pozamil, da si samo moj tajnik, ne pa tudi moj svetovalec? Bodoči kralj cesar, vrhunski modrijan, oprosti mi, prosim.
To, kar je brat povedal, nam bo pomagalo k uspešnemu izidu vojne. Kaj je to? Bodi kratek. Nobena pot ne vodi od Helma do Gorškva. Če hočemo prispeti do tja, moramo skozi gozd in močvirje. Kako naj naši hrabri vojščaki najdejo pot? Poleg tega je okrog in okrog Gorškova visok zid. Vrata se pa zaklepajo ob sončnem zahodu. Kako naj naši vojščaki junaki zazame Gorškov, če so vrata zaklenjena? Težavno vprašanje. Ja, težavno vprašanje. Tako zlonamerno vprašanje je izdaja cesarstva. V zapor z njim, obsodimo ga na prisilno delo. In ne smemo ga izpustiti, dokler bo svet obstajal. Obesimo ga! Obesiti enkrat ne zadostuje, vsaj 3-krat bi moral viseti. Dragi moji modrijani, ne bodimo tako strogi do Šlimila. Ne pozabimo, da je on med nami edini Šlimil. Pa če ga obesimo, pa čeprav samo enkrat, bomo ostali brez Šlimila. Pa tudi sicer imam že pripravljen odgovor na njegovo vprašanje. Že? Moji možgani ne tratijo časa. Poznam moža z imenom Haskel, rojenega v Gorškovu, ki se je oženil z neko žensko iz Helma. On prav gotovo pozna pot. On nas bo vodil. Zdaj pa k vratom. Fajtel Lopov je obsojen na 300 let ječe, ker je vlomil v Berelovo trgovino. Če je lahko vlomil tja, bo prav gotovo tudi znal odpreti vrata v Gorškov. Ukazal bom, naj ga izpustijo in tako bo našim junaškim četam brez težav odprl vrata v Gorškov. Ti pa raj zapri usta, drugače boš za glavo krajši. Posvet je končan. Na moj cesarski ukaz je vse, o čemer smo govorili, državna skrivnost. Odpuščam vas. Po Helmu se je takoj raznesla novica, da Gronavov namerava napovedati vojno Gorškovu in da je vojni načrt strogo varovana skrivnost. Vojna! V vojaške namene moram žrtovati svoje lonce in posode. Pa saj imamo že zadosti težav brez vojne. Nimaš samo volovskih rogov, tudi pamet imaš volovsko. Jente Peša, ne pozabi, da govoriš z bodočim cesarjem Gorškova. Cesar! Ja, cesar. Vodena! Zame si čisto navaden helmski norec! Jente! Ko bi se kdorkoli drug takole pogovarjal z Gronamom, bi bil v hipu obsojen kot izdajalec. Pred svojo ženo, Jente Pešo, pa je bil nemočen celo sam Gronam. Prišla je pomlad. Namesto, da bi delali na polju, so helmski mladci morali v vojsko, ker so se urili za napad na Gorškov. Napad! 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 Posledica tega je bila slaba letina. Prišla je jesen in z njo tudi deževje. Vojaki so bili večinoma bosi ali pa so imeli raztrgane škornje in so se vsi prehladili. Vsa vojska je kašljala in kihala. Toda vojne se ni dalo več odpovedati. Neke temne noči je helmska vojska pod vodstvom samega Gronama Vola krenila na vojni pohod na Gorškov. Haskel vodič! Tukaj Fajtel Lopov! Tukaj! Popeljite vojsko v sveto vojno. bomo Gronamov. Zekel pesnik. Tukaj Hočem pesem, da bo morala vojske na višini. sem jo že zložil. Helma junaki smo mi. Mi. Gorško zasesti pripravljeni. Mi. Grona modri nas vodi. Mi. Premagani bodo bedaki. Mi. Helma junaki vzklikajo. Mi! Gronama vola slavijo. Ne moramo več peti. Vsakdo ve, da vojna ni otroška igra. Ure in ure gazimo, o Gorškovu pa ne duha, ne sluha. Haskel, kje je Gorškov? Bojim se, da sem se zmotil.
namesto na levo sem zavil na desno in zdaj se bližamo Mazelborštu. Mazelborštu? Mazelborštu? Nažalost. Pa kaj potem? V Mazelborštu so ljudje še večji reveži kot pri nas in jih bomo še lažje premagali. Prišli smo, da se borimo s Koškovčani, ker nas imajo za norce. Kaj pa imamo proti ljudstvu Mazelboršta? Tudi Mazelborščani mislijo, da smo norci. Resnici na ljubo, cel svet misli, da smo neumni. Vsi so naši sovražniki. Vsi so naši sovražniki. Vsi so naši sovražniki. Vsi so naši sovražniki! Helma junaki smo mi! Mi! Mazelboršt zasesti pripravljeni! Mi! Tako, vse ostane kot prej! Mi! Glejte, Mazelboršt nima ne zidu, ne vrat, da sploh ne poznajo ključavnic in mi ne bo treba vlamljati. V vas imajo ohcet. Poročila sta se nek mesarski vajenec iz Gorškova in hči nekega kočijaža iz Mazelboršta. Vsi gostje mesarji in kočijaži so pijani. Junaki, čast Helma je v vaših rokah. Na Juriš! 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 Naslednjega dne se je hemska vojska na pol gola, bosa in brez orožja vrnila domov. Žene in dekleta Helma so za zmagovalce pripravile prisrčno dobrodošlico. Hvala Bogu! Nihče ni padel! Je še le nekaj vojakov in enega generala. Mogoče so padli v jetništvo ali pa so se odločili, da ostanejo v sovražnem Mazelborštu. Gronam ima pod pluto levo oko od klofute, ki mu je primazal nek mesarski vajenec. Iz hiše je ravno prišla Jente, Gronamova žena, da bi zlila pomije, ko je zagledala Gronama vola. Tako se ga je ustrašila, da je pomije iz vedra polila po Gronamovih nogah. Modrijani, posvet! Premišljujte 7 dni in 7 noči. Čas se je iztekel, rad bi slišal vaša mnenja. Ko se bo bodoča hemska vojska vračala iz bitke, cesarica Jentepeša ne sme pričakati cesarja s pomijami, ki mu jih potem polije po nogah. S to vojno sicer nismo obogateli, smo pa postali modrejši. Znano je, da vojaški poraz prej ali slej povzroči upor. In ravno to se je zgodilo tudi V Helmu, Gronam volk, nas je pahnil nesrečo. Helm je zaznamoval sramoto. V Koškovu, Mazelborštu in Lublinu se nam smejejo. Tako je! Izdajam revolucionarni program. Prvič, Gronam volk mora odstopiti. Gronam volk mora odstopiti. Prisilili ga bomo, da to stori na lastno željo. Drugič, denar se ukinja. Dokler bo denar, bodo tudi bogati in revni. Brez denarja bodo vsi revni. V mestu ne bo več tatov in ne bo več treba dajati plače žandarjem.
Tretjič, v Helmu ne bo vladal en sam Modrijan nad Modrijani, pač pa trije. Prvi. Tretji. Pod modrim vodstvom vrhovnega Modrijana nad Modrijani, Bunema Pokrake. Mene. Četrtič, volitve bodo vsakih 40 let in volilno pravico imajo samo člani revolucionarne partije. Petič, helmske žene se morajo odpovedati svojemu zlatemu nakitu, ker ga bomo pretopili, da bomo iz njega izdelali kip Bunema Pokrake. Mene. Šestič, Cekel Pesnik bo zložil himno v čast Bunema Pokrake. Mene. Vsebovati mora 12.000 vrstic in vsi učenci se jo bodo učili na pamet. Bunem Pokraka. Bunem Pokraka. Pokraka! Pokraka! Sedmič, Šlemil, ki se ni strinjal z vojno, bo imenovan za tajnika Bunema Pokrake. Mene. Osmič, Gronam Volk se obsodi na neskončno ječo, vključno sredo. Devetič, Jente Peši ni treba spremljati svojega moža v zapor. Namesto tega se mora ločiti od Gronama in se poročiti Šlemilom. 12.000 vrstic je premalo, da bi lahko opisal vse vrline Bunema Pokrake. Naj zdaj bo jasno vsem, da glava pametna je Bunem. Naj zdaj bo jasno vsem, da glava pametna je Bunem. Naj zdaj bo jasno vsem, da glava pametna sem jaz. Oblast namerava prevzeti na predvečer praznika žetve. Slučajno takrat tudi moj rojstni dan. Naj zdaj bo jasno vsem, da glava pametna je Bunem. Naj zdaj bo jasno vsem, da glava pametna je Bunem. Biti v sredo in do smrti izgnan, res ni mehna stvar. Gronam Volk! Zdaj pa imaš, kar imaš. Če si ti Modrijan, sem jaz dimnikar. Zaradi te tvoje vojne z Mazelboštom so jih vsi dobili po grbi. Vseeno pa se ne mislim ločiti od tebe. Nočem se poročiti s Šlemilom. Nobenega smisla nima zamenjati ene sere za drugo. Zbor svetovalcev, pri meni doma, predlagam, Kaj predlagaš, Gronam Volk? da pobegnemo iz Helma. Pobegnemo iz Helma? Če nas hočejo ljudje zamenjati z Bunemom in njegovimi pristaši, potem tudi Helm ni več isti, kot je bil. Kaj pa otroci in žene? Oni naj počakajo, dokler se Helm ne spametuje in se mi ne vrnemo. Kako pa bomo živeli v izgnanstvu? Seboj bomo vzeli denar z državne blagajne. Bunem in njegovi tako ali tako ne verjamejo v denar. V Lublinu pa je denar še zmeraj denar. Mogoče nam je pa usojeno, da modrost Helma ponesemo v druga mesta. Še nikoli prej te nismo slišali tako blesteče govoriti. Jaz sem z vami. Zakaj pa bi ti bežal? Saj uživaš milost revolucionarjev. Celo mojo Jente Pešo ti hočejo dati za ženo. Sej zato bi rad zbežal. Ne maram, da bi me gnjam rad tako, kot je tebe. Dobro, lahko greš z nami. Vzemite seboj za boj z denarjem. Z Bogom, Helm! Gronam! Fajte lopov se je prikradel do blagajne in odnesel ves denar. Ko se kot vladar vrnem v Helm in bom Gorškovu spet napovedal vojno, niti oddaleč ne mislim gledati. Niti oddaleč ne mislim gledati Fejtla na svobodi samo zato, da bi vlamljal vrata v Gorškov. Kdo bo pa potem vlamljal?
Udarili bomo po dnevi, ko so vrata odprta. Medtem pa so se v Helmu pod vodstvom Bunemo Pokrake pokazale že prve težave. Bunem Pokrake je ukinil denar, trgovci pa svojega blaga niso hoteli dajati za ston. Pokrakovi ljudje so zavsegli trgovine in postavili državne upravnike. Upravniki so blago delili samo svojim prijateljem, novih dobrin pa ni bilo. Hočemo Modrijana nad Modrijani, Berel Kačeglavec in Šmerel Trdoglavec razmišljata 3 dni in 3 noči. Čas se je iztekel, ne slišim, kaj mi bosta povedala. Denar! Bratje in sestre, Helmovci, Bunem Pokraka je izdajalec revolucije, naš sovražnik, še bolj zarukanje kot Gronam Vol. Jaz, Fejte Lopov, prevzemam oblast v Helmu. Takoj bom ukazal, da se natiska nov denar. Živela revolucija! Doj z Bunemom Pokrako! Jaz, Fejte Lopov, razglašam sebe osebno za prvega Modrijana v Helmu za vse večne čase. Daj z Bunemom Pokrakom! Smrt Bunemom Pokraki! Živo Fejte Lopov! Živo Fejte Lopov! Živo Fejte Lopov! Živela revolucija! Živela revolucija! Kje je denar, ki sva ga ukradila? Na banki v Švici. Bunem Pokrak je aretiran in obsojen izdaje ljudstva. Obsodba je jasna. Dosmrtna ječa, vključno sredo. Takoj moram predelati svojo odo, da bo primerna za Fejtla Lopova. Vrstice, ki sem jih spesnil za Bunema, ne pridejo več v poštev. Izmisliti si moram še enkrat toliko verzov. Najprej je treba zapreti sodnika, ki me je za časa vladavine Gronama Vola obsodil zaradi kraje. Dalje. Prvič, kraja ni več kaznivo dejanje, razen v primeru, če kdo okrade lopova. Drugič, meščani Helma morajo odvajati 1, 2, 3/4 svojih dohodkov za davke. Tretjič, Helm se mora maščevati Gorškovu in Mazelborštu za poraz. Četrtič, v vojaške namene je treba zaseči vse nože, pipce, sekire, sekirice za meso, lastnice in vilice. Petič, vsi moški stari od 11 do 80 let bodo hodili na celodnevne vojaške vaje, da se bodo izurili za bližnjo bitko. Šestič, Helm bo spet cesarstvo. Sedmič, vsi tujci, ki bodo srečali kogarkoli iz Helma, se mu bodo morali 7-krat prikloniti in vzklikati: Naj živi Fejtel! Osmič, če naš človek udari tujca in mu zbije zob, bo moral tujec našemu človeku plačati vsoto, ki bi jo sicer plačal zobarju za zdiranje zoba. Devetič, prejšnji prazniki se ukinejo. Odslej se praznuje državni praznik na obletnico dneva, ko je Fejtel izpraznil prvi žep. Desetič, ukazujem, da uboge in bolnike izženemo iz sirotišnice, ker bo poslej na razpolago vojski.
Naj vojska krene na nočni pohod proti Gorškovu. Jaz osebno bom ulomil vrata v Gorškov. Vojska ne zasede tudi Mazelbošt in na poti domov še preostale vasi. Nekega dne vojaki Helma osvojili bodo Evropo, Azijo, Ameriko, Avstralijo in Afriko. Toda tudi v Fajtlovem režimu je kmalu izbruhnila Kriza! Vsi za vojsko sposobni moški so bili upoklicani. Tako ni bilo nikogar več, ki bi delal. Spet je začelo zmanjkovati hrane, obleke in obutve. Kraja ni bila več kaznivo dejanje. Tatinstvo se je tako razpaslo, da so bili ljudje ob vse svoje premoženje. Lopovi so začeli krasti drug drugega, zato je pogosto prišlo do pretepov. Splošna mobilizacija, vsi, revni in bolni, nekoč bo Helm predal svoje sovražnike. In nov let bo večen. Večen! Oder Fajtl Lopovu? Ne, raje 16.000 vrstic. Sramota in padec, tirana Fajtla Lopova. Modrijani, Helm je spet svoboden. V Ljubljanu smo bili berači, zdaj pa smo spet v Helmu vladarji. Helm se je otresel militarističnih ambicij in prebivalci Helma so se navdušeni lotili Dela! Vsem je bilo jasno, da je delo njihova edina rešitev. Postali so tako pridni, da so komaj našli čas za kosilo ali večerjo. Proizvajali so tako veliko, da niso mogli več prodati, zato so začeli iskati tržišča izven Helma. Toda prebivalci Mazelbošta in Gorškova, ki bi bili najbližji kupci, niso imeli denarja. Roland Vol je začel premišljevati 7 dni in 7 noči in končno našel rešitev. Odločil se je, da bo denar dal Mazelboštu in Gorškovu, da bodo njihovi ljudje lahko kupovali blago, ki ga proizvajajo v Helmu. Zato je prihajalo do protestov in demonstracij. V Helmu je izbruhnila nova kriza. Naš režim se spet maje. Odločil sem se ustanoviti nov svet, ki ga bo sestavljalo 100 pomožnih Modrijanov. Ta svet naj zaseda noč in dan. Celo leto naj rešuje probleme, čim se pojavijo. Svet 100 pomožnih Modrijanov je zasedal leta in leta, vendar ni nikoli sprejel nobenega sklepa, ker je med svetovalci neprestano prihajalo do nesoglasij in prepirov. Klofute, zmerjanja in obmetavanje s črnilniki so bili vsakdanji pojavi. Samo strmim nad tem, kar se dogaja v svetu in vladi. Zdaj mi je jasno, da so helmski moški taki tepci, da ne bodo nikoli znali razrešiti naše krize. Ustanavljam žensko stranko. Žene Helma, združite se! Moja stranka moškim v Helmu ponuja, da se lotijo gospodinskih opravil. Ribanja tal, pranja pledic, kuhe, peke in vzgoje otrok. Oblast ženskam! Oblast ženskam! Odslej bodo ženske upravljale naše mesto. Žene Helma, združimo se! oblast ženskam. Moški v kuhinje, Gronam prvi vol. Čas je, da pomiješ posodo. Jaz, Gronam prvi vol, Modrijan nad Modrijani. Jaz ne pomivam posodo, kaj pa boš ti delala? Prebrati moram najnovejšo Vizusovo knjigo. Kaj bi bilo s Helmovci, če Helma nikoli ne bi bilo? To je konec sveta. Ne, ni konec sveta, pač pa konec tvoje tiranije. Ne zapravljaj časa, zaveži si predpasnik in hop na delo. Čeprav je bilo pomivanje posode za Gronama degradacija, je vseeno mogel jen tepešiti. Zdaj je bilo v Helmu namreč moderno, da so moški pomivali posodo. Znano je, da je v Helmu muda močnejša od postave. Sem optimist. Mi ne želimo osvojiti sveta.
vendar pa se naša modrost širi po vsem svetu. Prihodnost je svetla. Obstaja možnost, da bo nekega dne ves svet postal en sam velik Helm!